Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Jaz sem govoril o svoji izkušnji na faksu, ker je trajala zelo dolgo, nisem pa diplomiral. Tako da vidim pa eno sošolko tam gor po moje, a ne? A je res? Pa v Masterchefu je rasturala, tako da lahko en aplavz, da se še malo grejemo tam za Anjo. Bravo. Ok, trije čist drugačni ljudje bojo danes z mano. In ko sem razmišljal, kako bi bila vprašanja zastavljena, mi je bilo najbolj v glavi to, da verjetno nočete poslušati nobene teorije, pa kako se kaj dela, ampak bolj ka ne, kakšno pot so prehodili ljudje, ki so enkrat isto sedeli na faksu, kot vi. Tako da prvo bo z mano Jure Knehtelj, ki v bistvu se poznava že iz osnovne šole. Ja, po moje 25 let. 25 let. Ja, po moje ste. Ja, dejansko. In njegova zgodba je zelo dinamična. Od tega, da si šel iz študentskih let delati v digitalno agencijo, to je bilo leta 2014-15. 14. Tam bova začela. Okay. Pa me boš malo peljal, tako, ko si končal s faksom, kva je šlo po tvoji glavi, zakaj si izbral digital marketing, pa kako si pol šel iz te poti naprej. Ok, cool. Evo, se veselim pogovora danes. Se pravi, jaz sem bil v bistvu na faksu, sem bil tukaj od 2011 do 2014. In sicer sem imel polk, je bila usmeritev, sem bil v bistvu na smeri podjetništva. In polk sem bil v bistvu konc tretjega letnika, sem bil diplomant podjetništva, pa nisem imel pojma, kaj bi rad delal. Je bilo pa ful dobro, ker smo imeli v bistvu v okviru programa, smo imeli pač eno možnost te prakse in sem se v bistvu pol prijavil na prakso v eno digitalno agencijo. In zakaj v bistvu digitalno agencijo? Zato, ker je bil v bistvu takrat en predmet temelji trženja in je začela pač Maja Konečnik govoriti o tem digitalnem marketingu, koliko je zakon, ko lahko vse targetiraš, zmeraš vse rezultate. In sem jaz razmišljal, to bi bil pa res good skill to have, da bi znal dejansko to delati. No, tako da sem takrat v bistvu pol na enem startup dogodku, Startup Cafe se je imenoval v Sputniku. Sem šel takrat poslušati, ker so bili trije govorci tam in je en od teh imel digitalno agencijo. In sem pa v bistvu šel do njega in rekel pa, če lahko prakso pri njemu delam. Sem v bistvu pol najprej delal 3 mesece za ston pri njemu, tukaj sem se učil, pa sem bil pa v bistvu še pol leta tam. Tako da to je bil v bistvu tisti čist intro. Je bilo pa ful zanimivo, no. Ker najprej si veš za knjigami si to vržena, veš pa vse, noter in pa kar naenkrat pač prideš nekam delati, nimaš tako neki ful predznanja, dejansko, od tega, ampak kar reče, takrat si bil toliko v early stage-u to, da pač, če si znal že osnove, so bili rezultati dejansko zadnji, In pol, ko so se enkrat začeli, ko sem začel delati, pa so prišli ti rezultati, sem dobil pa tudi nekak ta drive, ok, v temu bi pa rad bil res dober. Enkrat si mi rekel, ko sem te vprašal, po moje je bilo na SMK-ju, ko sva se pogovarjala, kva bi rekel ljudem, ki so pač lih končali študij ali pa končujejo študij, kako naprej? In si mi rekel, čim prej v prakso. Dobar sem rekel, Dobar si rekel. Kaj bi rekel tako nekako, ok, to, da moraš iti v prakso, je jasen, ampak kako pa vedeti, kaj te zanima, kako si ti vedel, kam bi rečel? Se mi zdi, da ne veš. Pač. Po moje je tako, veš, da dejansko pač gledaš ene zgodbe od različnih podjetnikov, ljudi, ki ustvarjajo pač content, hodiš na različna predavanja in bo se mi zdi, veš, da določene tematike te nekako tako spark naredijo, veš, v tebi noter in bi rad zvedel nekaj več. In se mi zdi, veš, da pol, ko začneš mogoče ta spark enkrat dobiti, pa začneš raziskovati po različna področja na temu, pa vidiš pač v praksi, kaj ti dejansko pač sede delati, po čem si lahko dober, ker nekaj je tisto, kar si želiš, nekaj je pol, kaj dejansko narediš za to, nekaj je pa pol, kjer si lahko pač tudi res ful dober za temu, če imaš pač dejansko tak drive v zadnji. Pa mogoče bi tisto, kar sem ti rekel na SMK-ju, bi še popravil, da sploh ni treba čakati do konca študija, da lahko že vmes pač kakšno praktično stvar naredijo. Hudo. Iz te točke pol nekako si prešalto zelo hitro v podjetnika, ne? Torej, to je bila v bistvu tvoja prva zaposlitev tam.
Ja, delal sem nekaj prek študenta, to so bile razne te mizarske delavnice, pa to noter, ampak to ni bilo zdaj hele ekspertize, ki bi jih lahko pa uporabil. Je bilo pa tako mi ful zanimivo, ker je bil pa mindset switch, pač spoštujem te ljudi, ki to delajo, pa vse noter, ampak meni je bilo takrat tako, ok, jaz tega pač nočem delati. Nočem pač v proizvodni delati od 6 do 2, pa pol 5 do 2 prije še en, danes bomo 3 ure podaljšali in ti zabijaš tam v žeblje dejansko noter. In takrat je mogoče tudi, ker sem imel to izkušnjo, sem pol ok, hočem pač res nekaj čisto v drugo smer. Res pa bi to mogoče pač tudi dejansko dodaten drive. Tako da ja, digitalna agencija, ki sem bil, je bil prva v bistvu zaposlitev, pa sem pa ful hiter v bistvu, ja, 8 mesecev nekaj tazga vse skupaj trajalo, pa sem v bistvu šel ja, na samostojno pot. Kako si se odločil, da greš dejansko iz agencije tako hiter? Ker ti si odkril nekaj, v čemer si bil res dober. In če jaz pogledam svojo izkušnjo, ki se je meni to zgodilo, sem 5 let ostal tam. Kaj je te prekel, že po 8 mesecih jaz to lahko delam sam? Študij podjetništva. Mogoče tudi pa, ne, ampak tako jaz sem drugače že v srednji šoli, pa to sem ful dejansko bral, veš, te knjige od podjetnikov, na YouTubeu gledal videe, pa vse noter, me vedno mikal to nekako probati se v podjetništvo. In se mi zdelo v bistvu ful dobro, pač okno priložnosti, ko sem videl v bistvu pač kaj delamo noter, pa kakšni rezultati se ustvarjajo, tako pač, to bi lahko, zdaj bi lahko to sam to delal. Sicer je bilo pol veliko težje, kot pa sem mislil na začetku, ker si ti nekje delaš, mogoče delaš, ne vem, če je majhna firma 15-20% od tistega, kar dejansko vse skupaj zahteva, ki pol dejansko sam delaš, noter, ampak takrat sem nekako po moje prek tega dobil to samozavest, to bi pa bilo nekaj za sprobati. Jaz sem si takrat v bistvu, ko sem v času tam, ko sem delal, sem v 8 mesecih si našparil 4 000 evrov, in takrat sem v bistvu SP imel in takrat so bili še oni polovični prispevki, veš pa to noter in sem rekel, ok, probam in sem si do pol leta časa, vedel sem, da s tem denarjem, ki imam, pa sem bil pač živel doma, ne vem, sestra mi je dala telefon, mat mi je dala komp, tako da sem imel res minimalne stroške glede tega in sem rekel, pol leta boš pač probal, če ne bom šel pa na magisterij, na faks. Tako da ja, je bil na eni strani ta samozavest, na drugi strani je bil tudi to low risk, dejansko glede tega, pa po moje tudi ta želja, veš, da hočeš pač nekaj sam narediti. Pa okno priložnosti, ki je bilo takrat res ekstra. Za info, danes, takrat 4 ure je danes približno 15. To, kdo te vedel, koliko je imel približno našparjeno. A toliko stari smo že. Ja. Daj mi povej pol, začneš to zgodbo sam, torej v agenciji, gradite in kar naenkrat pride en velik naročnik in ti začneš videti, da je malo več mogoče, kot pa sam slovenski trg s Facebook oglasi zadevati. Ja, v bistvu je bilo to že, sorry, ko sem te prekinil. V bistvu je ta priložnost, recimo za to odpiranje, to je bil v bistvu tudi razlog, zakaj se jaz odločil sploh za samostojno pot. Ker sem bil v bistvu en od naročnikov, za katerega sem delal, je v Sloveniji delal in potem smo odprli Italijo. In Italija v bistvu pač prvi mesec, ko smo imeli Italijo odprto, je začela že bolj delati kot Slovenija. In je pot tako, ok, pač tam je priložnost, da dejansko zgradim v bistvu biznis model okoli tega, da pač slovenskim podjetjem pomagaš prodajati v tujino. In zato sem pol v bistvu, na začetku sem sam, po zelo kmalu sem v bistvu še 2 prijatelja pridružila, tako smo v bistvu skupaj dejansko pol ustanovili agencijo. In smo šli v bistvu na kombinacijo tega, se pravi slovenske spletne trgovine, prodaje v tujine, pa takrat je bil tudi ful porast teh Kickstarter projektov. In smo imeli v bistvu par teh dobrih caseov, ki so zbrali, ne vem, od 200 do 400 jurjev recimo na Kickstarter kampanji in je bil to tudi entry point ful dober potem, da smo dejansko dobili kliente tudi iz tega. Tako da sta bila nekako te 2 vertikali, okoli tega smo lahko gradili. In cifre rastejo. Koliko si se mogel ti razvijati, sploh mentalno, da si, a si sploh razumel, kva pomeni to, ne vem, 1 milijon evrov prodaje, ustvarjene prek spleta skozi svoje račune? Ne. Zaradi tega, ker v bistvu pač, ko si na uni strani, ko delaš v oglaševalski platformi, pa sam kreative mečeš okoli, si ne predstavljaš, koliko je to pač enih paketov v zadnji, tudi koliko denarja gre to v zadnji, tudi v oglaševanje pa vse noter. Ker recimo, ne vem, en naročnik, ki je bil, se je spendal po 2 milijona na mesec. To je bilo 60-70 jurjev na dan. Se pravi, če si 2-3 dni, če si zajebil, je bilo lahko že stanovanje šlo.
Tako da v bistvu pač se mi zdi, da ko greš tako postopoma v to noter, pa ko vidiš v bistvu tiste prave signale, dobiš pol tisti nekak samozavest noter, ampak ne smeš pa preveč zdaj razmišljati, koliko denarja je to ali pa ne vem kva, zato ker to te lahko tudi pokoplje, ker lahko rateš prestrašen pol v zadnje. Ja, ja. In pol pride situacija, kjer si verjetno bil prestrašen, vem, ker sem bil zraven. Ko ti človek, kateremu si pomagal kot agencija, višje številke reče, prid k meni, boš moj CMO, pa bomo mi da to skupaj potegnili še 5 nivojev višji. Kako to, da si se takrat odločil? Po moje je bil, a veš, tako, tisti v prvi fazi, ko sem začel dejansko podjetniško pot, je bilo tako, aha, ok, jaz zdaj hočem, ne vem, videti, če sem sposoben pač postaviti recimo svoje podjetje, pa zgraditi ekipo, ne, v zadnji. In pol je bilo, ker to je, ne vem, bilo 3-4 leta, nekaj tasga, ne, in pol je v bistvu bil pač en naročnik, ki je zrastel, ne vem, iz 0 na milijon na mesec, a ne, revenueja. In jaz sem pa tak, da v bistvu me te projekti, ki rastejo, me ful noter potegnejo, a ne, ful. In me zanima pač, kje je tisti limit, a veš, do kje dejansko lahko gremo, a ne. In takrat je v bistvu se odprlo dejansko pol to priložnost, a ne, da se v bistvu pridružim eni interni ekipi, pa da zbildam v bistvu svoj internal team, in to je bilo spet v bistvu dosti iz egoističnega vidika, a ne. Zaradi tega, ker sem se hotel naučiti v bistvu, kaj pomeni tudi delati interno marketing, a ne. Zaradi tega, ker jaz do tistega trenutka sem sam videl, marketing je vse, a ne. Če oglasi dobro delajo, pol je podjetje uspešno, a ne. Samo v bistvu v zadnji je ful več stvari, a ne. In je v bistvu bilo ful dobra priložnost, zaradi tega, ker mi je v bistvu ta founder me izpustil blizu, da sem lahko v bistvu vse videl, da sem imel proste roke, da sem v bistvu delal, da bi bilo to praktično moje podjetje, a ne. Ekipo sem lahko ful grovel, jaz sem takrat, ne vem, v letu pa pol sem imel 35 ljudi, a ne. In to je bilo, ne vem, bil sem star 25-26 let, a ne. Tako zdaj, ko za nazaj pomislim, je bilo ono, pač, kako sploh handlo, veš, day to day noter. Ampak takrat, ko si kar na samozavesti da noter, čejsaš naslednjo zmago dejansko noter in kar dejansko se sfura, no. Tako da ta je bil po moje dosti taka, moja želja se dejansko to naučiti, pa videti, do kje lahko gre. In dejansko je prišel do zelo velikih cifr spet to. Vem pa jaz, da ti včasih malo pozabiš, tudi ko govoriš o teh svojih dosežkih ali pa karkoli, koliko dejansko si ti dela pa truda na to ložil. Ja, ful. Kar je po eni strani tudi te pripeljalo pol kasneje do tega, da je bilo malo krešane, malo preznine ratalo. Ja, ful. Gre malo preskočiti zdaj vse te titule, ki bi ti lahko zdaj še enkrat povedal, pa mi povej, kdaj prišel do te točke, da si rekel, ok, razumem vse, kaj dosegam, ampak nekaj noter ne štima v meni. Škoda je bila, po mojem, bila to ena kombinacija tega, pač, ko delaš, a ne, imaš v bistvu pol tudi ene, ne, finančne cilje, materialne cilje, pa vse noter, ne, in pol tiste stvari, ki dosegaš, v bistvu vsako stvar, ki jo loviš, misliš, aha, ok, do tega, ki prijam, takrat pa bo, takrat bom pa srečen, zadovoljen, bla, bla, ne, in pol ni. Ne, in še vedno v bistvu pol večja praznina dejansko ostane. Tako da po moje vsakič znova nekako to presenečenje, da kljub temu, da mogoče pač dosežeš tisto stvar, ki čejsaš noter, da ni v bistvu pol enega wow efekta oziroma je zelo kratek, a ne. Pol po drugi strani je bilo pa ta praznina, se pol tudi vedno pojavi, ko se zgodbe pač zaključijo, a ne. Je, ne vem, ok, zraste podjetje, ne vem, iz 0 do 50 milijonov in pol, ne vem, dobiš odpoved. Fuck, 4 leta sem delal na to, a ne. V bistvu identiteto daš dejansko na projekt, a veš, tudi v zadnji, a ne. In to se večkrat naredi, a ne. Tiste stvari, ki so se lotil, bilo vedno tako, a ne, da daš v bistvu celega sebe dejansko noter, a ne. In pol je vedno, ko se taka stvar se zaključi, a bom imel še energijo pa voljo dejansko po naslednjič iti, a ne, v tako stvar noter. Ampak to se pol večkrat se dejansko naredi, ampak se mi zdi, da je pri meni je to price to pay, če v neki pač grem dejansko all in v tisto stvar. Vem tudi, da ko se lotim stvari, hočem pač na maksimalnem skalu dejansko narediti noter. Je pa polja vedno ena taka praznina, ko se stvar zaključi noter, a ne, pa imaš ena pričakovanja, kaj ti bo prinesel, pa velikrat ni tako, a ne. A če bi zdaj še enkrat se vrnil v tisti čas, se ne da boš kaj spremenil, ampak mogoče za vse, ki poslušajo, a bi rekel, da je dobro, da daš celega sebe noter ali ne? Drugmu bi svetoval, da ne, seb pa bi rekel, da pojdi. Zakaj seb? Zaradi tega, ne vem, pač koliko vedno bolj, ko sebe spoznavam, pač skozi leta je to
pač tak način jaz pač funkcioniram. In zdaj, kakorkoli lahko mi vsi govorijo, da ne vem, ja, pa nimaš work-life balance, pa ne vem kva noter, pač to je moj work-life balance, to je moje. Zdaj, ja bi priporočil kakšen, da isto naredi, najbrž ne. Razen, če mu to sede, če to pač on oziroma ona, ki hoče to narediti. Tako da, ja, če bi se vrnil, bi po moje pač isto naredil še enkrat. Zdaj, mogoče eno stvar, ki bi spremenil, je sam, da bi se mogoče obdal hitreje z ljudmi, ki ti mogoče dajo tudi drugačen view, pa pomaga. Ker sem ful velikrat se hotel sam stvari narediti. Nisem hotel v bistvu pomoči, ampak ja, se bom sam dejansko pogruntal. Tako da to se mi zdi, da je ena taka stvar, ki bi mogoče nazaj spremenil. Bi šel pa all in. Kako pa bi najdel take ljudi, čisto iskreno? Ker jaz, ko se spomnim tebe, ti si bil nekak pionir tega, A veš, digital marketing itd., jaz sem imel srečo, da sem se pač lahko to od tebe učil, ampak če bi zdaj lahko se res še enkrat odločil, kaj bi naredil drugače, da bi do takih ljudi prišel? Ful dobro vprašanje. Po moje, prvo bi tak najprej iskal, se pravi, temu krogu, kar se tiče v Sloveniji, pač kdo se dejansko s tem ukvarja. Pač prvo bi dejansko prijeti prek teh različnih. Zdi se mi, da je ful dober tako contact point je, ki se organizirajo takšni eventi, veš, pa delajo, agencije delajo evente noter, pa te različne konference, ki so noter. Lahko se mi zdi velika tam in tudi sem jaz recimo s Hrastnikom sem se tako povezal iz Senzilaba, noter. On je dejansko govoril na SMK-ju in sem jaz šel direkt po speechu do njega, sem ga ujel, pa sem rekel, lahko se sam enkrat dobiva za 15 minut. Rekel, ja, za 15 minut pa lahko noter. In to je v bistvu tisti, ki sem jaz do njega dejansko prišel, je vodil, da zdaj že 7 let se dejansko pač poznava in si pomagava pač ful med sabo. In zdi se mi, da je tako kdaj kar, da pač iščeš, kdo je v bistvu ekspert oziroma avtoriteta na tistem področju, pa se probati povezati pa s tistimi ljudmi. Pa meni tudi ful pomagal, ker sem se po recimo te mednarodne masterminde, ker sem se tudi vključil. To je bilo isto ful. A eno vprašanje, pa lahko roke dvignete. Koliko od vas pozna človeka, ki je tako na dosegu roke, pa vam je mogoče inspiracija, pa si ne upate iti do njega? Samo ena roka. Eno sem videl, bravo. Ful dober. Jaz se spomnim, ker sem bil pač v teh letih, meni je to predstavljal en ful velik strah. Tako da zdaj, če bi še enkrat se odločil, bi rekel tako, da požri ta cmok, pa pejta. Splača se vedno. Ja. Tako da ful dobro, tudi se mi zdi, da mladi danes veliko bolj networkajo, kot smo mi, ne vem. Sej, mislim mladi, saj smo mi tudi še mladi, ne vem, kaj jaz govorim zdaj. Ampak vidi se že zdaj razlika. Še 30 let po penziji, lahko. Ja, 10. Okay. Ne, okej. Kaj enkrat pol dosežeš vse te kljukce, ki si jih zdaj tudi govoril, kolikrat se pol vprašaš, kva pa zdaj? Pa ko se vprašaš, a imaš občutek, da mora biti ta stvar zdaj večja od prejšnje? Ja, ful dobro vprašanje. Že vmes se vprašaš, tako že vmes se dejansko pač vprašaš, a je tista stvar, ki jo česaš, a je to prava, ko vmes itak je pač ful, težko je, pač ful je pacov, ful je fuck upov, pač misliš ene stvari, ne vem, z ljudmi, ki si povezan noter, ti nož direkt v hrbet dejansko pač dobiš, a veš, problemi so vedno večji, kot podjetja, vedno večji so problemi, pač tudi dejansko v zadnji noter, in se že vmes pač itak sprašuješ, glede tega. Jaz zdaj, eno obdobje je bilo tako, da je vsaka stvar, ki jo greš delati, mora biti dejansko večja od prejšnje noter, ampak se mi zdi, da se to pri meni se tudi mogoče malo spreminja, čez različna obdobja, tako da ene stvari so, recimo pred covidom, ko sem WeScale dejansko začel, je bilo tako, daj, ful me zanima, kako bi se performance marketing delal za brandirana podjetja. Ker ful je bilo, v Sloveniji je bilo dejansko pač ful podjetij, ki so delali v bistvu performance marketing, za Kitajce, za trendy produkte, ful malo je bilo takih, ki je dejansko res legit branded business lahko naredili, pa ga kombinirali s performance marketingom. In je bil to v bistvu pač en izziv in mi je bilo v bistvu dosti vseeno, koliko je to velik noter, ampak sem se hotel sam tega naučiti, ker tega ni bilo tukaj toliko. Pa zdaj recimo mi je tako nekako en mission, da pač sem vključen recimo 2 startupa tako aktivno, pa v bistvu še svetujem dejansko zraven. Mi pomeni to, da veš v bistvu, da pomagaš drugim, da ustvarjajo pač podjetja, pa to zraven. Tako da zdi se mi, da to pri meni dosti switcha. Nimam tako, se mi zdi, čez 10 let bi rad, to je mogoče narobe, čez 10 let bi rad, to,
pa kako bom točno prišel tja, ampak v bistvu dosti, ko se mi zdi na letni ravni, pa na 2 leti se spreminja. No. Tako da zdaj recimo tudi, ne vem, ko sem familijo začel, mi je tudi ful velik priority recimo svoboda, da sem lahko, ne vem, zraven, ker sin dejansko odrašča to noter, tako da se mi zdi, da to je dosti switcha, no, potem. Kako boš poskrbel za to, da bo tvoj sin imel dovolj tvojega časa? Po moje, da bom častil predvsem to, da je kvaliteten čas. Da ne bom sploh toliko častil, koliko časa so skupaj, ampak v bistvu kvaliteten čas noter. In se mi zdi, ja, da bom probal sam dejansko kontrolirati. Vem, da me bo itak zanesel, ker bo kakšen projekt pač ful zanimiv, pa to, na te stvari. In bojo obdobja itak, bom manj tudi zraven svoje familije, pa vsega, zraven. Ampak tako overall bi pa rad gledal, ne vem, v daljšem obdobju, ne vem, 5-10 let, ko bo pač odraščal noter, bi rad pa imel veliko teh trenutkov kvalitetnih, ki so bila dejansko skupaj. No. Tako da ne bi pa zdaj rekel, zdaj bom pa, ne vem, 100% žrtvoval, pa nekaj tazga, ker še vseeno imam itak tudi ene svoje želje, interese, pa to, ker so tudi career driven. Ja. Hvala Bogu za vse te nože v hrbet, hvala Bogu za vse te fejle, za vse te praznine, ki ti zdaj dajejo modrost, ki jo boš še najbolj rabo. Tako da hudo. Vsak čast. Zdaj pa, če bi kdo imel kakšno vprašanje z Jureta, ali pa dodal kaj temu pogovoru, bi ti še kaj dodal? Ne, vse cool. Sam pogumno naprej, probavite. Po moje smo zdaj v času, ki je milijone enih priložnosti. Je pa pa res, ko najdete tisto stvar, ki vas bo, ko bo tisti spark, pa ko vidite, da ste lahko dobri, v temu pač ustrajite, res. Ker velikrat se mi zdi tako, ko se pogovarjam, pač pa tudi, ne vem, ekipo sem imel, zdaj na zadnje v Scale je bilo okoli 30 ljudi, in je bilo vedno dejansko potem tako, ja, v enem letu kaj treba narediti, ali pa je bil mindset, zdaj pa 1 let haslam, pa vam pa užival. In pač pojte tisto stvar, ki jo dejansko najdete, ustrajite nekaj časa pač v njej noter, zato ker se mi zdi še, kaj eno stvar delaš pol, 5-7 let, ali pa še več noter, se mi zdi, da pa lahko vidiš full impact od tega, se pravi tiste rezultate. In tudi, če boste gledali podjetniške zgodbe, ene so take, da imajo full hitro rast, se pravi, lahko vidiš v 1-2 letih, da gre takole gor, ampak v večini primerov je pa tako, da je najprej prvih 7 let tako dosti flat, pa ful eksplodira noter. Tako da ja, čisto iz tega vidika, da pri unih stvareh, ko vam bojo sparkali interes noter, pa ko boste čutili, da je to prava stvar, pač ustrajite, pa takrat, ko najbolj težko, se tudi povežite z ljudmi, ne vas biti strah prositi oziroma vprašati za pomoč, koliko je bilo mene. To je to. Hvala, Jure. Z veseljem, hvala. Za prvo vprašanje ti bom dal čisto preprosto vprašanje. Kdaj si začutila prvič v življenju, da te čaka neka pot povezana s podjetništvom? To je bilo pa res ful zgodaj, pa se jaz nisem nikoli tega odločila. Kaj to je pa navadi vprašanje, kako si se odločila za podjetništvo? Nisem, na nobeni točki, ampak začel se je, drugače živijo, sem Nika, začel se je v koncu osnovne šole, začetek srednje, jaz sem iz Broda, ker smo ravno prav ven iz Ljubljane, da je bilo zelo veliko tega lokalnega henganja. In jaz sem imela družbo, pretežno fantovsko, ki so pač po resnici bluzili. Pa saj smo skupaj malo bluzili, pa čisto lušen malo bluziti, ampak pol je pa prišel do tega, da mi v Vižmarjih in na Brodu imamo pa ogromno starih ljudi. In med drugimi pač moje 2 babici in dedek. In jaz sem videla ves čas, da ne vem, što oni si kar še vedno sami kosijo travo ali pa kidajo sneg. In jaz vsakič sem rekla, babi, nehaj sama kidati, ti bomo že pršali in ona je vsena. Po drugi strani sem pa jaz tam gledala mlade fante, ki v resnici bi bilo res dobro za njih tudi, da dajo kaj od sebe, pa kakšen evro bi zaslužili, ker smo bili skozi vsi brok. In sem začela to čisto kot socialno podjetništvo povezovati. Jaz ne vem, če je to per se podjetništvo, ker ni bila profitabilna dejavnost. Mi smo v bistvu ful tako
jaz sem samo ena A4 napisala, kakor name of the game, kaj še nije v bistvu, da pač smo delili listke po hišah, če je bil kdo zainteresiran, me je poklical, če me je poklical, sem jaz pač v Facebook skupino fandom pač napisala, una hiša to rabi, ni bilo nobene določene cene, oni so pač prišli in so naredili to, kar so rabili in kar je bilo ful dobro, je to, da se je to v roku recimo pol leta spremenilo to, da so oni tudi jedli skup, da ker babi te hoče nafutrati, sploh če nekaj narediš. In je ratal v bistvu en tak simbiozen projekt, ki mi je bil ful cute, ampak ga nažalost nisem nič naprej peljala. Ko je prišla srednja šola, pa veliko hormonov, ampak ja, to je bil začetek. To sem te hotel vprašati, koliko si bila stara, ko se je to zgodilo? To se je dogajalo v bistvu med 14 in pa 17 letom, bi rekla. No. Hudo. Ja. In pol naprej srednja šola si rekla, pol itak mal, verjetno. V srednji šoli sem imela en attempt, ampak je bil malo tako, pač v resnici srednja šola je bila za mene, jaz sem bila ful sem imela heavy puberteto, ne vem, in ni bila tako high focus obdobje sploh, ne, ampak sem se imela pa ful dober. In vmes sem imela en attempt in to je Kiko kozmetike ni v Sloveniji in v Italiji je in jaz sem bila na Šubi, kjer so same bejbe in sem v bistvu v Italijo hodila kupiti sam vzorce, da sem jih po razredu pošiljala, une so se mi označile, jaz sem evro na produkt dala gor in to je bilo to. Spet ful bedna profitabilnost, iskreno, ampak je pa bil en mini projektič. Jaz sem že to, da si na ta način razmišljala takrat. Od kje? Sanja se me, ne. Res ne vem, mislim, itak, da sem brala one Rich Dad, Poor Dad, pa te fore, ne. Ampak ni bilo nikoli. Jaz sem imela na prijavnici za faks v resnici veterino, pa sem last minute na ekonomijo spremenila. Tako ne znam, pa tudi nimam te, vidim zdaj, ko je vsem firma 5 let že stara, skoraj vidim, tudi denar ni to, pa tudi takrat ni bil. Ne vem, je kar en ta, jaz imam ful en tak praktičen, konstruktiven in to mi omogoča, da jaz resnici hitro vidim, kaj bi se dalo narediti, pa imam ideje, obenem to prinese dosta ene frustracije, kadar se mi zdi, da je kaj suboptimalno, pa toliko malo bi bilo treba, da bi lahko zrihtali, ampak me pa spremenil po mojemu ful produktivno osebo v podjetniškem smislu. Nisem pa najboljša v perfekcionizmu oziroma organizaciji, pač done is better than perfect in grem naprej. Ja, ne, itak, to je super, ampak zdaj, ko poslušam to tvojo zgodbo, pa pomislim, koliko smo imeli mi idej, malo kasneje je bilo to, ampak mi smo igrali FIFO, kadili travo, svašta in to so ideje bile, mi smo rekli, drug let smo milijonarji. Ene ideje nismo prenesli v akcijo. Ti si preprosto idejo dala v akcijo. Jaz reč, PlayStation še vedno igram, lani sem si za rojstni dan 5 kupila, tako da to ni one or the other, enako kot faks ni one or the other, to kakao moraš padati ven iz faksa, zaradi tega, da si pol podjetnik, jaz sem imela 9.1 pa 9.2 povprečni na dodiplomcu pa podiplomcu, tako da si lahko piflar in podjetnik, ni bed. Ampak, ja, moj terapeut pravi, da jaz nimam dvoma vase glede tega, da kar grem, da probam. In da je to ena ful smešna stvar, ki imajo ponovadi, tako on pravi, da imajo to ponovadi pač ti majhni fantki, ki kar skoči na glavo, rečemo skoči na glavo, on kar skoči na glavo, sploh nima ideje. Jaz mislim, da nimam toliko strahu, sploh od prvega failed podjetja naprej, ki meni pač prvi startup mi je failu, in to tako iskreno precej grdo, ker je bila founderska slaba zgodba v zadnji. In takrat sem bila 3 mesece v bedu, ampak bedu. Pol sem bila pa najbolj relieved človek ever, ker v 3 mesecih sem jaz ugotovila, da je meni propadlo vse, kar sem mislila, da me določa kot osebo. Jaz pa še kar migam. Jaz sem pa še vedno videla, kje se da kaj izboljšati. In to je pa en moment, ko pričakuješ, da te bo zabil, te pa v resnici dvigne, ko ti pove, da vse, kar prepenjaš nase, nisi ti. Ti si klenik not in tega ti pa ne more noben vzeti. Ti si opazil, kaj si nase prepel, ali pa prepela. Točno to in to je tisto, na kar mi dajemo pol največ pozornosti. Jaz trenutno imam tudi s tem izziv, opažam, da se pač identificiram celostno skozi epidemik. In prav za nalaž se poskušam pač odmikati za to, a veš, just in case,
pač ne vem, zdaj imam malo že tega, več, da v drugi zgodbi se pol malo naučiš, kje so one stvari, ki te bo najbolj prizadele, če se kaj zgodi. In stvarice se dogajajo. Vse tako, kaj je pač Jure rekel, nas je pri prvi, recimo v zgodbi, tok tudi majhen switch Facebook algoritma ful dol porino. Če baziraš svoj posel na parih privat firmah, se zna vse sorte zgoditi. In to je treba biti malo pripravljen, da te pol ne potre tako zelo. Ampak zdaj verjetno si se naučila reagirati, preden epidemik propade, ne? Da ne bo zdaj mogel epidemik propasti zato, da se boš ti spet nekaj naučila, ampak ali imaš tako po eni strani občutek, da tudi če se to zgodi, je sam dober zate in dokler se ne zgodi, boš dala ves svoj fokus na to, da raste. At this point, jaz mislim, da čisti propad je, če kakorkoli pametno reagiramo, mogoče že skoraj mičken out of the picture, čisto zaradi tega, ker imamo v resnici res postavljeno stroškovno strukturo na ful fleksibilen način. Točen zaradi sezonalnosti posla. Januar, februar pa april je emo salama se reže sama. Je pač bad. To sem prvič slišal. Ati jih klati na Instagramu. Thank me later. In v bistvu potem, ful dobro. Pa imaš, in v bistvu, zaradi tega smo se kar zaščitili, no, pa zdaj imamo pač partnerstva z vsemi največjimi slovenskimi agencijami, pa malo regijsko in tukaj upam, da na nekem nivoju lahko firmo obdržimo, tudi če se kakšne zakonitosti druge spremenijo, a ne. Ampak pač, ne moreš pa reči, to je pač pravna oseba, ona diha po svoje, in jaz v vsakem primeru ne bi rada bazirala svojega videnja lastne vrednosti na uspehu ene pravne osebe, ki je tam. In to je tako easier said than done, in progress, ampak nekako to bi rada poskušala ločiti, da ne glede na to, kaj se zdaj zgodi, dejstvo, da sem jaz dala vse od sebe in da sem dejansko delala stvari, ki sem verjela na tisti točki, da so najboljše, tudi če včasih so se izkazale za ne najboljše. Poskušam na tem osnovati svojo vrednost, pa ne na tem, kaj se je pol kačink vam priletel. Ja, preden greva na tole zgodbo, ki me res zanima, kako si gradila, pa kako si se počutila med tem. Me zanima, če si imela kdaj ta občutek vsiljivca, oziroma v tvojem primeru vsiljivke, glede na to, da si harala v igri, ki je moško dominantna, ne? Ja, pač impostor sindrom je, pač vsakeč, ko mi Katarina napiše, če bi sem prišla, pa kaj bom pa jaz povedala? In kaj imam jaz od sebe zadeti? Vsakeč, vsak dan. Jaz mislim, da to malo drugače pomeni, da si pač humble tudi na splošno. Neka mera impostor sindroma, jaz mislim, da je čist relevantna. Sem se pogovarjala z Lado Tedeschi-Fiorijo, ki je 8% lastnica Atlantic grupe in ni žena, ampak je sestra od Emila Tedeschkega. Samo to, pač common misconception, da sta res to skupaj delala. In sem jaz njo vprašala, če ima ona impostor sindrom, pa je pač daleč najbogatejša Hrvatica, bla, bla, bla. Rekla, danes, ko sem vedela, da vi prihajate sem, ker sem šla tja z enim communityjem, jaz sem bila tako, zakaj oni k meni hodijo, oni bojo iz Ljubljane v Zagreb prišle za mene. Jaz sem se pa en ten veselila, da jo bom videla. Sem si rekla, če ga imaš lahko, ga imam tudi jaz, v redu sva. Kaj pa mnenje drugih? Tako, kolikrat si se srečala na svoji poti s tem, da itak so imeli ljudje mnenja, ne? Pa verjetno ti tudi kdo v faco rekel, tep to na vratala, ne? Kako si to handlala? Jaz sem v resnici v svoji prvi zgodbi preborbala večino te ovire, zaradi tega, ker takrat sem jaz prvič fundraisala in takrat sem bila stara na fundraisingu 21-22 let. Wow. In to je pa beta, ker pa imaš pa ti tam skupino, ne vem, jaz sem sicer, kar se tiče piče, je bilo full over, sem zmagala 2 evropska, je bil interes pol za investiranje, ampak ko so oni rekli, s kom se moram tukaj za denar pogovarjati, in sem jaz rekla z mano, ta interes šel deljeno s 3 vsaj. Pač konec, ker je se je res, jaz, ko pogledam, zdaj jim težko je zameriti, zaradi tega, ker je, mislim, smrkla, brez kilometrine. Jaz tudi se po prvi, jaz pač, če bi investirala denar v startup, ne bi dajala v prve zgodbe ljudi, no. Jaz mislim, da prva zgodba zelo redko, druga zadeva, če ti v svoji firmi nimaš pivota, you're missing something. In to je pa po mojem ena od najpomembnejših stvari, ki je mene ekonomska fakulteta naučila, je pa koncept sunk costa.
Povezave sunk costa z egom, s tem, da veš, kdaj v neki stremiš, za nečem stremiš k nečemu stremiš, samo zaradi tega, ker si se na eni točki odločil in zdaj že vsi vejo, da si to ti in da ti zdaj to moraš in v bistvu na koncu dneva delaš korake v napačno smer, kljub temu, da veš, kje je cilj, zato ker ti je nerodno priznati sam pred sabo in pred drugimi, da si šel pač v napačno smer. In to, jaz mislim, da je to ena od glavnih lastnosti, ki jih mora vodja imeti, da je dovolj od ega disasociran, da zna reči, motil sem se in zdaj sem, ja, to sem jaz rekel en mesec nazaj ali pa 2 meseca, I'm changing my mind zaradi tega. In v bistvu, da si pač sposoben reči, pač I screwed up, lahko se obrnemo okoli, tole so podatki z trga, razumem jih in dajmo jim zdaj slediti. Ja, da razume v bistvu, da je njegov ego vrhunski služabnik pa grozen vladar, ne? Ker veliko ljudi se ujame v to, da jih pol dejansko to, kar si zdaj ful lepo povedala, jih pele do naslednjih odločitev in pele in bi raje umrli, preden stopijo stran od tega. Ne? Jaz mislim, da imam jaz tukaj recimo prednost tega, da sem ženska. Veliko stvari v poslu imaš pač prednost, če si dec, to je, da bom jaz vedno trdila, tako sem iz prve roke res videla, čisto take smešne stvari, ne vem, delaš posel, si na nekem eventu, je neka skupina 5 ljudi, 5 gospodov recimo, ki so tisti, ki si tam z njimi v skupini, s katerimi imaš cilj nekaj narediti in oni mičkam pijejo, ne, in pol ti priješ zraven in preden ti priješ, oni pijejo, preklinjajo, se smejejo, pač guys being guys, In ti prideš in oni iz spoštovanja, česar jaz ne gledam kot seksizem, oni pač se potegnejo nazaj, mečkam se bolj spoštljivo izražajo, cool, ampak še vedno si se potegnil nazaj. Še vedno je moja možnost za penetracijo v ta posel pač manjša. In tukaj je neki ta efekt, ka ne gre za biti ženska, ampak si pač drugačen. Tam je neka relativno homogena skupina in ti si pač nekdo, ki je drugačen, ali zaradi leta, ali zaradi spola. In tukaj je pač precej enih minusov, ko okoli tega pridejo. Sigurno je pa plus pač, da ste fantje bolj povezani s svojim egom, bolj vas pač naprej vleče, malo težji vam je po mojem dostakrat videti pač širino, kar omogoča, da ste vrhunski v res delu. Ampak včasih pa pač jaz mislim, da je fajn imeti tudi punco v firmi, da ti malo reče, ok, zadihimo, poglejmo pač od odzuni, zoom out, pa da lahko ta ego faktor mičkan izrineš. Kombinacija obeh je potrebna, ne? In si tudi bolj, ko se od tega distanciraš, bolj dojemaš, da nima veze ženska moški, ne? Da dejansko ti, če veš, da je tvoj ego tvoj služabnik, ga lahko natreniraš, da ti da točno tisto, kar ti rabiš. In klej catch, ne rabi biti sam ena, ne? Lahko jih je več, lahko si ti vrhunski oči, pa si zraven še vrhunski podjetnik, ne? Jaz se strinjam s tem, ampak zdaj tako, ko imam lihkle 2 Jureta v podobni situaciji, kar približno vem, a veš, mi se pa tega ne bomo mogli pogovarjati, ko bom pa jaz lihkar rodila, ne? Ne bom mogla biti tle. In to je pa ena stvar, ki se vsem zavedam, pač jaz sem 29 let stara, v srečni zvezi, in si želiš otroka? Itak. Sam se pa tudi zavedam, da pač z mojim življenjskim stilom zdajle to ni možno. In dejstvo, da se kot ženska moram to odločati, je v resnici ne malo neugodno. Po druga stvar, fun fact, mislim, saj ni noben no fact, ampak je tako. Jaz sem 2022 imela na bucket listu, prva stran mojih Google rezultatov bo highly relevant, je tekmovala na žaku v osnovni šoli, a veš. In mi je tudi tratal in imam nore Google rezultate. Ja, sem kaj zdaj od mene hoče, da avgusta zamenjam priimk, ne? A veš, bet? Zdaj pa ona latinsko-američanka Nika Kristina Butina Hadalin. Se ga lahko. Zdaj bom mogla pokazati ta podcast. To se snema. Ja. Sorry. Ja, no. Ne, mislim, razumem, ampak veš, to so zdaj vsa neke zgodbice, ki jih ti ustvarjaš, ki so povezane z enim takim zdejem. Mislim, še zmeri, ne glede na to, koliko si močna v biznisu, si ženska in če bi rada bila mama, je to prioriteta in za vsako prioriteto pride zraven žrtvovanja. In če se ti to zavestno odločiš, jaz mislim, da ne bo pač nič trpel takrat, ker še zmeri si ti najbolj pomembna. In ker smo lih pri tem, pa si prej omenila lastno vrednost. Kaj bi rekla, da je ključno,
če lastne vrednosti ne iščeš v dosežkih, v zunanjih stvarih, kam pogledati, da jo lahko najdeš? Kaj bi ti rekla? Jaz imam pač nek lasten KPI, a ne? Meni je najbolj pomembno, ko pogledam vase, če si lahko dam roko za integriteto. Dobesedno, kaj naredim, ko noben ne gleda. Kaj naredim takrat, ko imam vso moč. A ne? Se pravi, takrat, ko nimaš moči, smo vsi kul. Takrat, ko te kdo gleda, smo tudi vsi kul. Ampak mene pa pri sebi recimo zanima, prvo, katere stvari delam za sebe, pa katere v resnici delam za pač recognition. To je ena stvar, ki jo nedvomno imam, sem jo ful spoznala čez rast ekipe. Jaz rabam, da me imajo malo radi, kar je malo bed, ker pol hitro začneš prilagajati stvari, delati, kakorkoli, pač ta likability je issue. In recimo, če pa to pri sebi prepoznaš, pol pa sem jaz pa zdaj vse, o čemer govorimo, še nisem osvojila, ampak delamo na tem, da si mičkam prilagodiš KPI, da pač si rečem, ok, jaz res, katero odločitev danes sem sprejela 3 velike odločitve, zdaj pa sem jih sprejela v skladu s tem, kar jaz res verjamem, da je prav in zato, ker jaz verjamem, da najbolj za firmo, ali sem jo sprejela zato, da pač me bo ena imela rada pri nas, to je ena stvar, pa druga stvar pač je integriteta. Tudi to jaz cenim čez vse. Kdaj si se tega naučila? A je to že nekako zdaj ta zgodba epidemika? Ker verjetno, ko so zadeve postale večje, večja je bila odgovornost, več je padalo na rame, bolj so bili te občutki resnični. Kako bi te dve stvari povezala? Podjetniška pot, da bom to zelo diplomatsko povedala, ti omogoča po mojih izkušnjah eno najbolj učinkovitih osebnostnih rasti ever. Ker si pač v takem nivoju intenzitete soočen z vsem tem, še preden bi v real life recimo prišel sicer do, ne vem, toliko ljudi pod sabo, kakorkoli. Sigurno je meni pač zadnjih par let pomagal epidemik s tem, da sem lahko ugotavljala tudi stvari glede sebe. Bi pa rekla, da ena od najbolj pomembnih stvari je bila pa ravno to, da sem videla, da niso vsi odgovori v epidemiku. Se pravi, zrisala sem si dva pie charta, na desnega sem dala, kaj mi je pomembno v življenju, in na levega sem dala, kako jaz razporedim svojih povprečnih 24 ur. In pač, korelacija, ki pogledaš, je tako, se pol vprašaš, a si lažem z desnim, ali slabo planiram z levim. In je en tak realization. In v bistvu sem hotela delati na tem, da bi mi bile tudi druge stvari pomembne v življenju, ker pač, ko imaš ti laser focus, je pač to tudi 100% pomembnosti. Sam to tudi pomeni, da je, če gre zadeva sideways, 100% bad. In takrat sem potem se začela pač načrtno prenašati del svojega življenja v druge sfere, ali so to socialne, ali je to čist fokus na sebi. In kaj sem ugotovila, da kadar se jaz ne ukvarjam s firmo, se jaz vem, to vsi že govorijo, sam pač dokler ne dojamaš, pač ne veš, ker se jaz ne ukvarjam s firmo, dojamam najboljše stvari za firmo. Pač to je, in to je ravno recimo ta ukvarjanje s sabo, terapija, meditacija, na silent retreat sem šla tudi na Tajskem. Noro, pač to ti v resnici prinese določena spoznanja, ki ti pol lahko ful pomagajo handlati svojo glavo, ki pa pač mislim, da podjetniki vsi vemo, da je z nami nekaj narobe malo, Pač mičkan je nekaj, mičkan je, to nič ni racionalnega pri teh odločitvah. A veš, toliko denarja, kolikor bi ti mogel dobiti za to, da se ti splača imeti toliko stresa pa toliko časa zdajle vlagati, toliko denarja ti nič nikoli ne pomaga. Zaradi tega, ker si ti enkrat v razredu nadpovprečne plače, ves denar, ki gre od tam gor, je maks 5 odstotnih točk odstopanja sreče. A razumeš? Se pravi, ni možno, da se to splača. Racionalen pač ne podpira podjetništva. In zato pravim, da pač, je z nami nekaj narobe, zdaj pa pač sama znaš to zleverageati tako, da pač gre v splošno dobro, pa da te ne ubije zraven, pa po moje, da rabiš terapijo. Vsaj jaz jo, ne vem za vas. Ja, ful lepo, da si omenila to dualnost, ker veliko, sploh tudi, ko mi gledamo druge podjetnike, kolikokrat pomisliš, koliko časa si on ali pa ona vzame zase, A veš, in ki ti sodiš v ne najboljše, rečeš, ta more pa ful delati,
Kaj pa, če on zelo malo dela ali pa ona, ampak na sebi pa ogromno? Ker jaz sem tudi zdaj iz enega workshopa iz Ukanca v Bohinju gor, delavnica za moške od Trajba. In je cel dan v bistvu sam fizični napor za to, da ti ubije. In pol na koncu greš ti v Tamaskal, ki je v bistvu sauna, ki jo oni naredijo, in si 2 ure pa pol noter v čisti temi. In tam pa pridejo čustva ven. In ko se moški začnejo dreti noter, jokati, govoriti zgodbe, kako so jih očeti pretepali, kako so varali, kako so karkoli delali, pol vidiš, koliko je življenje rila, ne? Zato ker ti ne samo, da slišiš to, ti vse začutiš. In tisti, ki si ne vzamejo časa zase, ki se ne soočijo s temi demoni, ne? In jih racionalno rešujejo, grejo po eni zelo nevarni poti. Kar je pa tukaj podjetništvo tako malo past, je pa, da ti da pa lahko istočasno ful enih kompetenc. Ker ti pa sam etikete limajo, pa prikrivajo to, kar moraš odkriti. A veš monkey brain, ne? No, pač my monkey has a PhD, 100%. Pač to, kako se pa jaz znam zamotati. Jaz imam set igrc, ki jih imam pred spanjem, črkarijo najbolj pogosto, in sem preš, kjer je reka, kjerkoli črka, ampak in zaradi tega, da mi grejo možgani v eno rundo, a ne, da jih lahko pol lepo potopim. Ampak to je točno to, kar si rekel, in ti s tem, ko si daš ful tak teskov, ja, monkey brain uživa, ne? Ampak ono od spodi je se pa sam mrcvar. Vsi čutimo, se mi zdi, da ne vem, jaz čutim. Ja. Če ti hočeš misli reševati z mislimi, je težka. Je paradoksa, ne? In pričakovani leveli stresov so toliko daleč od naših levelov stresov, da ne moramo pričakovati, da bomo to z normalnimi, nekimi vsakodnevnimi prijemi rešili. A ne? Pač, nažalost ne, masaža pa nekaj ni dovolj, da se pač sprostiš, če si prej toliko časa v krču, ne vem, jaz imam fokus, da si čeljus sprostim, pa take banalne, a ne. Ampak pač moraš to sprejeti, to je pač življenjski stil, ki si se ga omislil. Jaz vsakič, ko probam imeti malo bolj v izdi, mi je 4. dan tako dolg čas. Ja, očitno imaš nekaj, kar večina ljudi nima, ki ti ne pusti miru, ne? Si ga moraš pač toliko bolj vzeti. Mogoče si tudi najdla tako potrebo potem, ne? Ja, jaz se pa lahko malo razmišljaš, kako bolj produktivno počivati, ne? Ej, a si bila kdaj blizu burnouta? Ja, v bistvu, ja, enkrat sem bila zelo blizu, pa dosti pred kratkim sem ga tudi doživela. Saj tudi delam neke spremembe, kaj danes še nam čisto delila, no. Ampak ja, jaz sem v zadnjih parih mesecih ponovno enkrat izkusila to moč psihe nad telesom in pač psihe same. Betje, no. Ne vem, jaz mislim, da je zelo veliko ljudi pride nekam blizu tega, same pol odvisno, koliko se poslušaš. Podjetniki smo narejeni tako, da se ne poslušamo, nismo v stiku s sabo, ker to je pač edini način, da lahko to delaš, a ne. In pol se utišaš še unih 5-krat in najbolj bed je, da takrat, ko te pač useka, ker pač pri meni se zgodi, da je pol tako, pač en moment, ko ne moram več nič, ne moram fizično vstati. In vedno je ono, vedela sem in toliko časa sem ridila in zdaj se je zgodil in kaj pa zdaj, in veš, in poti je žal in bi vse za nazaj potegnil, a ne, ampak ne moraš. Ti vse, kar lahko gledaš, je za naprej. In to je ena knjiga, ki je ful huda, If you're so smart, why aren't you happy? A ne? Ker se začne točno to, kar je Jure prej govoril, kao, če si dam, čez 1 let bom pa, a ne? Pač in on začne, no, če veš ponavadi odgovor na kako si izgleda, ma zdaj v bistvu ful busy, ampak le čez 3 mesece bo pa ful boljši, bo imel, pač pol preber to knjigo, a ne? In je točno v bistvu to je pač neka floskula, ki sami se nabijamo, ampak pač lahko si pa to delamo, dokler ne pride do burnouta, a ne? Ali pa pač, kakorkoli temu rečemo, da na eni točki pač telo potegne črto. Ja. Sporočati že prej, ne? Pač ja, totalno. In veš, da se to na ful načinov pol not prenašati, greš ne vem, ali, a ne, imaš od vse sorte, od začinši s terapijami, pa pol na antidepresive, pa a ne, stvari, ki te pustijo, da si produktiven, ampak ne čutiš pa hajo pa lovo, a ne. Tako, na koncu dneva sem si pa jaz zastavila čisto eno vprašanje, kaj jaz delam? Zaradi tega, ker če bi jaz na trg spravljala zdravilo za raka, vzem me, skurala sem do smrti, ker je to toliko življenj, ki bo prišlo za to mojo smrt, da take me.
Jaz sem v influencer marketingu. A ne? Same. Ja, sej, in potem je, tukaj se pa pol malo vprašaš, no, tako, tukaj je pa ta kompas še enkrat okoli poženeš, pa si rečeš, kaj je moja smer, zakaj, do kam sem pripravljen tja iti. Jaz sem en tak občutek dobil, da te mal vleče nekam drugam zdaj že počas. Da se zbuja nek tak mal večji zakaj od zadaj. Ker jaz imam tudi pač podjetje Influencer Marketing, pa sem v tem skozi delal, ampak čisto iskreno ga delam samo še zato, da mi poganja druge projekte. Jaz moram reči, mene influencer marketing drugače fascinira na enih ful takih banalnih ravneh, a ne, kako je to podobno z logiko tega, kako se otroci učijo govoriti, pa, a ne. Pač mi vse, kar se učimo s ponavljanjem. In to je samo ponavljanje nakupnih vzorcev na družbenih omrežjih. In ta povezava z neko basic psihologijo v kombinaciji s tem, koliko je ta panoga podcenjena, da vsi mislijo, da je to pač v resnici nekaj res zabitga, ne, mi je full intriguing. Ker če je pa meni mami vedno rekla, pač vse mogoče te od začetka ne jemljajo resno, sam neki imaš pa element presenečenja. In ta panoga ga ima tudi. In mogoče sem se jaz ravno zato pač tukaj našla, kad reč nisem marketingašica, ne po izobrazbi, ne prej nikoli nič takega delala, ampak panoga se zdi od zgoraj tako banalna, od spodaj je pa to data-driven habit making, ki je res, a ne, to je pa name of the game na koncu. In to me pa, zdaj mi smo šli z Epidemikom full v data part, influencer marketinga, in ta del recimo me zdaj spet malo excita. Drugače pa ja, jaz bi pač rada kaj živalmi delala, no. Mene pač to zdaj spet ful vleče, itak, če vedno sem rekla, če bi mi dober na neki točki dobro exital, imam jaz ful jasno misijo, regijsko bi rabila 4 milijone evrov, da bi dvignila kvaliteto zavetišč. To bi si res želela narediti, pač to bi lahko naredila sam, če bi pač zdaj ful dobro prodali, pa je to. Ampak v vsakem primeru si pa želim biti del nekih projektov, ki pomagajo živalim, zato ker mene to toliko preveč osrečuje, da ne vem, zakaj ne. Saj sem zdaj 10 let tako ful haslala v eni stvari, da bi pa mogoče še tako zraven neki, ne vem. Ful lepo. Ful lepo. Hvala ti za tale pogovor, Nika, Kristina. Res, z veseljem. Lepo. Hvala. Ja, hvala lepo. Živijo drugače vsem, imamo še energijo. Meni je kar zanimivo, v bistvu, kad takole bom eno vod naredil. Hvala. Ker v tej dobi TikToka, mi smo bili takrat iz 15-sekundnen attention span, če se še spomniš, smo šli pol na 8 sekund, pa na 4, zdaj ne vem, koliko je 1 sekunda verjetno, ne? Ali pa še manj, kad TikToke gledamo. Oziroma, jaz nimam TikToka, za nadač nimam TikToka. Ampak ja, kar sem hotel povedati je, ja, ne vem, tako ena zasvojljivost. Lotaš se in potem noter potegne. Glih v teh časih študentskih sem v bistvu začel. Pa me je not potegnil. Ne vem, sploh kar delaš iz dneva v dan, ne veš pol več, a je ponedeljka, sobota, nedela. Tako je bilo 3-5 let, pa počas začenjaš malo bolj urejen bioritem. Tako da to. Optimiziraš zato, da se lahko pol lotaš še drugih stvari zraven, ne? Ja, mislim, življenje je itak tako. Najprej moraš do nečesa priti, ne? Tako da jaz sem na začetku res delal dneve in noči praktično. Pol zaposliš kakšnega človeka, pa se lotaš tudi kakšne nove zgodbe, ja, kad ti kakšna že dolg čas rata. Meni recimo s čokolado je bilo tako, da zdaj imamo koliko, 12 let je, kad delam praktično, tako kot je Jure rekel, 7-8 let je tak zelo počasna rast, 20%. Ja, in v zadnjih 3-4 letih nas je pa pač izstrelil. In vmes v teh 7-8 letih je bilo od vzponov, padcev, dolg časa, pol še kaj drugega, pol tudi kakšna osebna stvar, se lotaš, ne sam biznisa. Tako da ja, bilo že kar nekaj stvari. A začel si s projektom, ki si še študiral? Ja, v bistvu konec srednje šole. Že? Ja. Jaz sem bil takrat, začel sem v bistvu dosti zgodaj, če bi jaz bil malo bolj smart, bilo tudi zdaj že zaključil, ampak ja. Ja, takrat v bistvu, ko je bil začetek Facebooka, takrat sem jaz napisal nekaj na Facebook, mislim, da je bila ena Facebook stran Sonček,
sem napisal eno objavo, Sonček in ti si skuštrana in je v bistvu, to so bili takrat časi, ko si enkrat na teden šel na Facebook, tako da, to predpotopni časi, ker enostavno ni bilo toliko kontenta. In v bistvu po tem tednu jaz grem gor, torej čez en teden in je ta Facebook stran imela 8000 lajkov. Wow. Tako, zaradi ene objave. In pol mi meni kliknilo, ok, lahko bi bilo tukaj na temu neki. Pa sem naredil full Facebook page-ov, ne vem, rad imam nogomet, pa Slovenijo, pa ne vem kaj. In pol je bilo, ne vem, 500 000 Slovencev na teh različnih Facebook page-ih. Tako sem začel, ja. A si kakšnega flipnu prodal? Oziroma na kakšen način monetiziral? Ja, začel sem z kompenzacijo za 20 kuponov za smoothie bar, tako da to je bila moja prva prodaja. Pa se nam je pa zgodilo v bistvu s temi Facebook page-i, da so nam jih banali vse naenkrat, takrat v bistvu enih 12-13 Facebook page-ov, ker smo delali tudi Facebook te nagradne igre. Pa nismo bili po TOS-u pa po pravilih in pa naenkrat je šlo. Tako da takrat je meni kliknil, da mogoče pa ni najboljš na eno stvar biti odvisen, še posebej, če to ni neka tvoja lastniška stvar. Tako da takrat se je meni Facebook kar zameril. Tako da ja, to. Kako pa je pol ideja z Mojo čokolado nastala? Za mojo čokolado je pa začetek bil tako, da sem malo surfal po netu, mislil sem kupiti eno darilo in sem našel eno nemško spletno trgovino, kjer si lahko skreiral čokolado. Tam je bila, mislim, da bil čokri.de in ja, tam si lahko v bistvu si izbral mlečno čokolado, pa napis, pa posip, pa ne vem, vse najboljše babi gor in poslal, ampak fora je bila, ker niso dostavljali v Slovenijo. In meni je bilo to ful hudo, ful dobro darilo, pač top, dajmo to, hočem ta darilo zdaj jaz imeti. In sem šel na slovensko spletne trgovine gledati, kdo to ima in nobena čokoladenca ni imela sploh svoje spletne trgovine. Tako da od nekega Dobnika, Rustike, Lucifer in tako naprej, noben ni imel. Tako da sem rekel, ok, neki z e-comom sem že delal, na pol, za druge naročnike kot agency. Ja, in pol sem rekel, nič, to jaz moram postaviti, to se mi zdi top ideja. Ti si imel tudi v glavi enega doerja, nekoga, ki je prišla ideja in naredil. Ja, mislim, takrat vem, da sem imel v glavi idejo čokoladnega Amazona. Torej, da hoče biti kot Amazon za čokolade, vse čokolade na svetu, damo gor, to bo čisto hudo. Ja, pol je pa v bistvu bilo to, da se je zgodilo, da v eni fazi je bilo pol ful različnih čokolad in se stranke niso znajdle iz tega. Torej, prišel si gor in je bilo, ne vem, 5 različnih brandov, 5 različnih belih čokolad z jagodo. In ti nisi sploh vedel, kjer od sploh čokolado pač kupiti. Pa ena kombinacija je bila pol še, v bistvu, ker smo začeli z izdelki za peko, je bila čisto v bistvu game changer, ker ti darilo kupaš enkrat na leto, mogoče dvakrat, če pa pečeš pa enkrat na teden, enkrat na 14 dni na mesec in je ful večja frekvenca in tako naprej. Takrat se nam je v bistvu spremenil ta poslovni model. Zanimivo, verjetno se je večkrat spremenil, a ne, itak. Kaj se ti zdi neka dobra praksa, ko pač rasteš, ne, razvijaš biznis? Kdaj se je dobro odločati o spremembah oziroma kako vi to delate? Kaj je nekaj, kar tebi pije vodo? Mislim, jaz imam od vedno pač ta nek never ever give up, ne? Tako da vztrajnost, zdaj to je lahko vedno negativno, ker se velikrat lupaš, velikrat se ciklaš, velikrat delaš kakšno v napačno smer greš, pa kar hodaš, a ne. Po drugi strani je pa, če dovolj dolgo vztrajaš, neki, a ne, tudi slepa kura zrno najde, a ne. Tako da enkrat ti pač neki rata, a ne. Ja, istočasno imaš pa kle pol ta ego spet, a ne, ki te prije vsake toliko cajta malo. Ki pa v bistvu bilo včasih dobro nekaj nehati, zato da bi lahko prišel do tistega, kar ti je namenjen. Kako bi nekako ločil te dve? A kdaj nehati, pa kdaj vztrajati? Ja. Ne vem, mislim, to je po moje nek notranji vzgib. Jaz mislim, da se tako podjetnik se itak skozi lupamo v temu, da ali vztrajati, pa tudi takrat, ko so pač te neki hard times, a ne, ali iti še naprej, ali iti čez to
Ne vem, nimam dobrega primera na sveta, kaj bi bilo najboljše. Ali dost hitro čez neki, bolj ko si smart, hitreje ugotoviš stvari, neki so tudi izkušnje, odvisno tudi verjetno, v kateri fazi življenja si, v nekih mlajših letih ali pa tako, ti v bistvu ni problema ful delati, pa ful različnih stvari sprobati, pa iti čez najtežje stvari, pol pa se že malo odločaš, ali iti levo ali desno, ker tudi imaš možnosti. Tako da ja, nimam dobrega nasveta, ali goniti eno špuro še naprej 5 let, ali pa v 5 letih sprobati 20 različnih stvari, ampak ne vem, isto je v osebni stvari ali pa v poslovni. Enim bolj paše to, da menjuje ful različnih zadev, enim bolj paše, da se ene stvari držijo dolg časa. Pri meni je bilo tako iz poslovnega vidika, da čokolade sem se držal v bistvu praktično, zdaj 12-13 let, medtem pa tudi še kakšne druge stvari sprobal, tako da od tega, da sem bil zaposlen 6-krat na 6 različnih pozicijah, pa do tega pa tudi kakšne investicije. Ja, pa tudi gradil si že takrat, ko si nekako začel te Facebook skupine, ki si govoril, si nekako videl smisel v tem, da se ljudje povezujejo okoli ene stvari. In to si tudi ustvaril si spletne trgovce, oziroma poprav me, če nisi bil ti. Zakaj si to naredil in kaj nekako si ti dobil od tega? Ja, ne vem, jaz sem takrat je bilo čisto spontano, mi smo se začeli kot frendi dobivati enkrat na mesec, najprej v bistvu 4, tako smo rekli, ok, ukvarjamo se z neko spletnimi trgovinami, dajmo si pošerati izkušnje. Od nekih logistov do paketov, do različnih, pač v bistvu, če si iz iste industrije, če iste stvari delaš, pa imaš tudi iste probleme. In najprej smo se 2-3 mesece dobivali mi 4, pa smo ugotovili, da bi bilo ful fajn, če bi se nam 4 še kdo priključil. Smo poprašali še malo okrog, pa nas je bilo 8 in potem v enem momentu, mislim, da v roku pol leta, nas je bilo 20 in je bila polna v bistvu takrat je bila še soba. In smo rekli, ok, zdaj pa lahko nekaj iz tega naredimo, varianta, prevabimo še ostale, pa itak še ni bilo v bistvu nobenega nekega cehovskega združenja ali pa nekega združenja, kar se e-koma tiče. In pol mislim, da je nekdo rekel, kao, ja, pa dajmo društvo, pa kdo bo predsednik, in mislim, da je glih en tako potegnil mojo roko, kao, in jaz gledam, ja, ok, ti si se javil. Se rekel, ok, v redu, lahko, in ja, pa sem predsednik društva spletnih trgovcev, zdaj že 5-6 let, ja. Ja, in ti je dal to, mislim, hočemo zavestiti to pomembnost obkrožanja z ljudmi, ki je tudi Jure omenil, pa tudi Nika. Kaj tebi dal to, da si se načrtno obkrožil konstantno z ljudmi, pa pisal, kaj je bilo treba, da nekako vedno nisi imel teh zadržkov, da bi nekoga reach outu? Ne, mislim, meni se zdi to ful pomembno, se strinjam z obema, tako da, ampak mislim, mogoče v nasprotju, mislim, da so mladi kar pogumni, tako da, pa tudi sej realno je ful dogodkov, ful različnih možnosti za mreženje. Dejstvo je, da niso vsi za vse, nismo vsi za vse, in tudi niso vsi za podjetnike, in prav se mi zdi tako, in pač enostavno forsirati nekoga, da bo šel iz sebe, pa ni on ta tip, bo imel blazno težavo pol tudi naprej. Če nimaš te tendence, če ti je zelo težko že dvigniti roko, vprašati, iti do nekoga, ti si živ primer, ki z Gary Veejem greš, pičiš, in če imaš že tak, če niti ne pride do tega, vse strahove imamo vsi v glavi pa to, ampak če ne narediš tega koraka, boš imel težave pol naprej, tako da jaz mislim, je pa res odvisno tudi izkušenj, pa tako, pa koliko res imaš željo močno, pa a premaga zdaj ti ta strah ali ga ne. Ja, škoda je ena dobra vaja, sicer je za fante, ampak tako, mogoče tudi za punce. Pejte do punc od zunaj, kaj vas je strah, tam vas pa je, Jaz sem to je bilo mene tudi tega toliko strah, ampak večkrat, ko sem to pol naredil,
To mi je pomagalo pol za naprej, me nič ni bilo težko vprašati. Kakšen je bil rezultat? Kakšen je bil rezultat? Ja, to je skrivnost. Bile so zmage, bili so porazi. To je to, ja. Ne, ampak jaz se spomnim, to je ono, ki ti srce razbija. Jaz sem takrat še eno knjigo bral, The Game, od Neil Straussa. Ne poznaš? Poznaš? Ja, mislim, se je zdaj smešen, ko nazaj gledaš, ampak dejansko je tudi tam noter to govorila, ne štej, pač 3, 2, 1, 5. Pač, če boš čakal, pa gledal, pa te bo 3-krat pogledala, si izgubil šanse, da ti bo pol pač, da ji boš še všeč, ne, ker si neodločen. Bo odločen pa pejta, ne. Niste v biznisu. Pač, a veš, tudi, ko sva bila midva z Juretom, ko sva Gary Vee spoznala, ne. Stari. Kak 15-letnice na Justin Bieberjevem koncertu so v prvi vrsti zadela takole, o moj bog. In pa ga od zadnji končno spoznaš in vidiš, pa si tako človek, kaj jaz, česa je bilo mene straha, ne? Kaj jaz vidim, veš? Ja. Kaj ti vidiš tudi v drugih ljudeh, ki s takim veseljem, ne samo da jih pač mogoče povabiš v neke kroge, ampak une ideje, ki so ti všeč, tudi hočeš zraven pristopiti kot investitor. Nekaj zgodb takih poznam, pa me mogoče zanima, če bi ti kakšno omenil zdajle recently, ki si zraven. Recently, lahko omenim recimo BeLife, to mi je taka ljuba zgodba. Ja, mislim, kaj jaz vidim, predvsem verjetno sebe v teh začetniških začetkih, ker pač vem, koliko je s to željo pa žarom, pač imaš nekaj si želiš uspeti, želiš nekaj doseči, sam kot nek podjetnik nadobuden. Pa so te začetki ful težki v bistvu, ne? Če v bistvu nimaš, prvič že itak ne veš, na koga se obrniti, drugič vsak ti govori eno tretjo stvar, vsak je najbolj pameten, ker realnost je, da pač različni podjetniki smo prehodili različne poti. Torej, enim je uspel dobesedno čez noč, torej v roku enega leta, 2, eni so eksplodirali, eni so rabili 20 let ali pa 30 in potem posledično ima vsak tudi drugačne nasvete. Tudi različne cilje imamo, ne vem, eni recimo, jaz delam že od začetka remote, meni je to najpomembnejša zadeva, da lahko delam od kjerkoli, kadarkoli. Eni si želijo, ne vem, industrije s 500 zaposlenimi in bo to pač čisto hodok, ko bodo videli ljudi štancati in da to nekega ali pa karkoli. Tako da pač različni cilji. In na začetku vem, da je ful težko pač katere korake sploh ubrati, kaj sploh narediti. In ja, meni je top, ko vidim ta žar v očeh in videl sem ga recimo pri Mirzi, ko sva začela v bistvu, on je začel, jaz sem mu pomagal z BeLifeom in te začetki, ko je prve kombuče v bistvu napolnil, ko je spal na paletah, ko je pač ta začetek in pol, ko prebiješ to, ko so prvi zaposleni. Tako, te začetki so meni vedno najljubši. No. Tudi pri nas recimo še vedno zdaj v firmi, meni je pač najbolj the best v bistvu nove produkte, nove storitve, nove zadeve. Tako, vedno sem excited nad nečem novim. Tudi zdaj recimo, ko odpiramo neke nove trge, ko Nemčijo odpiramo, se tako, kaj bo, ne vemo še čisto dobro. Tako da ja. Te drive pol ta občutek, da ti nekaj ni znano. To, kar je veliko ljudi strah v bistvu. Ja, občutek, ja, mogoče ne toliko neznano, bolj te začetki, kjer iz nič nekaj ustvariš, kjer dobiš potem tudi feedback od strank, ki je folk zadovoljen v bistvu z nekim produktom ali pa storitvijo. Meni je še vedno najbolj top, ne vem, ko hodim po Šparu, pa tako vidim naš brand, pa sem tako, koliko lepo, pa še po možnosti kdo vzame s police, tako pač, ja, ti da nek tak feeling, ok, delaš nekaj prav očitno, če ti nekdo zaupa, ne. Tako da, ja, to mi veliko pomeni in tudi z drugimi, ki se pogovarjam bolj podjetniki, v tem neki produktni sferi, kar se tiče samih fizičnih produktov, je to, da nekaj ustvariš iz nič in ti ljudje zaupajo, še posebej pri hrani, kjer ti vnašaš nekaj v telo in je malo drugače, kot pač nek gadget ali pa tako. Ja, ta feedback od strank mi ful pomeni. Ja. Kaj si se pa naučil o sebi skozi to svojo pot podjetništva? Če bi lahko eno stvar ven ali pa dve ven potegnil. Eno ali pa dve stvari, veliko različnih stvari.
ena zadeva je vztrajnost, recimo, to je prva stvar. Druga, da se konstantno učiš, da ni mogoče momenta. Ja, to je bila recimo zadeva, ki sem jo v študentskih časih sem mislil v stilu, imam cilj, delam remote, ok, pridem do nečesa in pa ne bom rabo več nič delati in lovim s koktejlom na plaži in tam bom gledal in klikal refresh in tam bodo naročila in najjače. Tako da ne zgodi se to, mogoče komu rata, ne vem, če komu rata, dajte mi povedati čez par let, tako da me zanima, kako vam je ratal. Ampak ja, recimo to, da se konstantno učiš, da je skozi nekaj novega, skozi pač prideš do nečesa in spet ugotoviš, da si boss od produktov do zaposlenih, do idej, pa plus dejstvo je, da se tudi trg spreminja. Takrat, ko sem jaz govoril, to so bili pač oni Facebook časi, pa so bili Instagram časi, TikTok časi, zdaj Temu prihaja, oziroma je že klek, čist razflako sceno, tako da, ja, novi časi, nova obdobja. Ja, tudi z veliko ljudmi se družiš, kar pomeni, da si konstantno obkrožen z nekimi novimi informacijami. Pa me mogoče zanima, kjer bo instinktivno mogoče prvo pršo, ampak kjer en nasvet, ki si ga dobil od človeka, ki ti je najbolj ostal tako v spominu? En nasvet. Te so vedno tako, pač nasvete. Jaz ful nerad delim nasvete generalno, ker čist primer, recimo, če nekdo različni ljudje rabijo različne nasvete v različnih obdobjih. In recimo, pri meni na začetku, ko sem bil poln elana in nisem imel problema vprašati karkoli in tako naprej, bi bil brezbezen nasvet v stilu sam pejt, ker jaz sem bil tam sam pejt. Zdaj recimo sem v fazi, kjer imam problem oziroma izzive imamo z zaposlenimi, pa grajenjem ekipe, middle management. Zdaj nimam pojma sploh, kako zgraditi v bistvu neko ekipo več 10-člansko in zdaj rabam te nasvete. In vse vmes so potem za različna obdobja različni nasveti. Tako da, ne vem, nimam enega tako generalnega, zvezda, severnica. Si ga lepo zapakiral, veš, mogoče se sploh ne zavedaš, ampak bolj dati poudarek na to, da sam sebe vprašaš, v katerem obdobju zdajle sem, pa kaj trenutno rabim in pol pač pustiti, da te informacije pridejo do tebe. Ja, se strinjam. Mislim, mogoče bi lahko bil ta, da se res obkrožiš s pravimi ljudmi, pa te prave ljudi mislim predvsem z ljudmi, ki so en korak pred tabo, ne 10 korakov, ki od unih nič nimaš, oziroma mogoče je fajn vsake toliko se dobiti s kom, ampak zelo težko ti bo nekdo, ki je že ful naprej dal nek realen nasvet, ki on je že zmislijo že tam, a ne. Že ful pred tabo. Težko se poistovetiš res z onimi momenti, v katerem si. Tako da, ja, obkrožati se z ljudmi, z isto mislečimi, z istimi, kateri počnejo mogoče v industriji, pa mogoče kakšen korak naprej, to je vedno boljše. Ja, tako da enako v poslu, enako tudi osebno na kjerkoli stvari. Tako da, če si bil na delavnici, ti moški, je ista stvar klejane. Se ti si v bistvu isto počel. Točno to, ja. Točno to. Tomija Krušiča ti poznaš? Tomija. No, na podcastu sem ga imel kot gosta in mi je rekel, glede na svetov, nekaj, kar mi še danes ostalo v spominu. Je rekel, da mu je to Toni Majhen, pokojni, povedal. Nikoli ne sprejmi nasveta od nekoga, ki ne bi obul tvojih čevljev, oziroma jih ni. Niti od mene. In se mi zdi v tem ena velika resnica, tako da s temi nasveti je dobro biti malo pazljiv, pa ne misliti kot mali fantek, da moraš vse vprašati, da slučajno noš kaj narobe naredil. Včasih pač moraš sam iti, pa se spotakniti, pa pobrati. Ampak ja, če si pa dosti zavesten, pa veš, kaj rabiš točno, pol boš našel človeka, ki je to že prehodil in boš njega vprašal. Bolj kot nekoga, ki za nekaj velja, konstantno spraševal, kaj zdaj. Ja, se strinjam. Top shit. A še ti malo povedal o sebi? Ali še jaz kakšno vprašanje zdaj zadnje? Ali vas zanima? Ali malo vrnemo? Imate še energijo? Daj. Ja?
Ja, cool, ok, the best. Evo, 2 zanima o meni nekaj. Ima kdo iz publike vprašanje za Jureta? Roke gor. Ne, ok, pa jaz te malo vprašam. Zakaj si se odločil za podcast in kaj imaš ti od tega? Za podcast sem se odločil, ker to ni bil moj prvi podcast, že prej sem imel 2. In zdaj, ko sem se odločil, sem rekel, kako bi to izgledalo, če ga naredim zdaj sam, pa sem pač točno to, kar sem in sem jo obrestval. Tako da začel sem ga delati v bistvu sam zaradi tega, ker sem si hotel nekaj dokazati mogoče. Pol sem v bistvu imel nek občutek, da sem za to rojen, še kar ga imam. In zdaj ga delam že z neko odgovornostjo do tega, da širim sporočila pa resnico, v katero verjamem. Torej, splača se mi vlagati in mislim, da vsakmu kle se splača vlagati v neko platformo, ki je tvoja resnica, okoli katere pol se lahko najdejo ljudje, ki jim to pomaga. In ne nekaj delati načrtno zato, da už več ljudi dobo, ampak pač naj oni povejo, če si jim kul, pa se ti pridružijo. A pa zdaj na tej poti te to izpopolnjuje, te polni vedno, ali te kdaj tudi tako izčrpa, pa ti je težko, kako zdaj, kdaj si začel? Manj kot 1 let nazaj. Ok, kako je zdaj bilo ta 1 leto, pa kako zdaj, kaj boš zdaj naprej? Veš, kako ti bom rekel, kle se je že malo poznal, da imam kar nekaj izkušenj tudi že iz podjetništva, pa iz sploh vodenja ekipe. In kar me rešuje, oziroma je bila najboljša odločitev, je, da sem zelo hiter dobil okoli sebe ekipo, ki mi je praktično vso operativo vzela. Tako da jaz res lahko delam samo to, da se pogovarjam in me je začel polniti, ko sem nehal delati zapiske preden sem imel epizode, pa nekaj kontrolirati, kam bi jaz rad zdaj, da pogovor gre, pa nek research delu, kjer je tematike, ima ta človek dobre. Enkrat se je zgodilo, da sem sam zaprl in sem rekel, zdaj se bova pa mi da pogovarjala. In to mi je ful dal, ker me je vrnilo to pristnost pa avtentičnost, ki jo zdaj lahko izžarevam. In zaradi tega se mi zdi, da je pol podcast tudi začel ful bolj rasti. Ker sem jaz gostu dal priložnost, da on sam svojo zgodbo pove in sem se jaz bolj fokusiral na to, da mu držim prostor ali pa ji držim prostor. Sem pa ogromno tudi na sebi delal v tem procesu, da sem nekako odvrgel te pričakovanja, ki sem jih sam do sebe držal. Kaj moram jaz zdaj s tem podcastom narediti, pa kaj moram jaz v epizodi narediti. Isto nadaljeval še naprej? Ja. Okay. Isto nadaljeval naprej, poslušal vse komentarje, ki jih date, pač ne jemal osebno, ampak res pač probo slišati, kaj mi hočete sporočiti, če kdo pač napisal kakšen komentar, hvala. Igral se bom po domač povedan in skrbel za to, da bo ta platforma resnična, da bo ta platforma zaupanja vredna. To je to. In da me ne bo odpeljalo v neke sfere, kjer pač nimam kaj delati. Slovenija, pa še kaj naprej? Zaenkrat Slovenija, naprej pa Future Lahi Problems, tako da tisti bomo pustili zaenkrat, če ne bo tam. Drugače všeč mi je, tako da top. Hvala tudi, da si to vprašal, da si mi dal šanso, da povem. Da sem ti dal že večkrat like. Hvala, zelo lepo od tebe. Dobro si tole spristajil. Lepo, hvala.